Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Tokrat bova z Romanom govorila o partnerskih odnosih. Rdeča nit tokratnega pogovora bo, kako najti kompatibilnega partnerja in si ustvariti harmoničen odnos. Bova pa govorila tudi o temah, kot so ločitve, ljubosumje, varanje, odprte zveze. Roman bo o vsem tem, kot vedno, govoril skozi psihoanalizo. Če boste imeli kakšno vprašanje, ga napišite v komentar spodaj in boste v enem od naslednjih podkastov dobili tudi odgovor nanj. Če vam je današnja tematika všeč, polajkajte tale video, naročite se na kanal, če se še niste. Podporo pa nama lahko izkažete tudi skozi donacije preko ene od povezav v opisu tega videa. Zelo, zelo hvaležna sva za vse donacije, ki nama sporočajo prav to, da nadaljujeva s temi podcasti. V to gre res veliko, veliko dela, priprav in vaša podpora je izjemno dobrodošla. Tako da, če vas ti videi izobražujejo, če vam pomagajo, se v njih najdete, dobite konkreten nasvet ali namig, potem kliknite na enega od spodnjih linkov za donacijo in zares hvala. Zdaj pa greva kar k prvemu vprašanju, ki sem ga danes pripravila zate, Roman. Glede na to, da se dokazano dobro spoznaš na človekovo duševnost, verjetno z lahkoto in v trenutku spoznaš, zakaj se dva partnerja v klasičnem partnerskem življenju ne ujemata. Ali nam lahko na kratko poveš, kaj determinira ujemanje oziroma harmonijo med dvema partnerjema? Ja, vsekakor nas determinira primarna družina. Odnos z nasprotspolnim staršem je ključen za formiranje dobrega partnerskega odnosa v zakonski zvezi, partnerskem odnosu, torej v družini. S tem, da je treba nekaj predpostavk imeti pa v vidu, ne? Ljudje tega ne vedo. Namreč iz psihoanalize se ve, da se želja, ne, po nekem objektu želje, tako se reče, ne, prvi objekt želje je mamica, ne, za otroka, za deklica in dečka. Deček potem ostane na tem prvem objektu želje do Oedipovega kompleksa in tudi naprej. Deklica pa zamenja objekt želje in gre z istega spola mamice na očeta, na drugi spol. Deček ostaja pa skozi na istem spolu. S tem, da zaradi tabuja incesta mamico odstrani, torej jo iz registra želje umakne, ker si jo ne sme želeti, ker očka izvrši kastracijo, ne, če si sin želi tisto, kar si najbolj želi, ne, potem očka reče, to je moja žena bolj kot tvoja mati. Ne. Torej, deček to razmišlja na tak način v oedipalni fazi, ko je poražen strani očeta. Vse to se mora zgoditi. Ampak ta koncept želje ima svoje zakonitosti. Ne? Ljudje tega ne vedo, laiki ne vedo, da se želja skrha, da si istega objekta želje ne moremo strastno želeti celo življenje. Ne? Izjemno težko je doseči, da si, rekel, nek klasični moški, ki je živel v harmonični primarni družini, si želel mamico, razrešil Oedipov kompleks, zaradi tabuja incesta je opustil mamico in si želel sosedovo deklico, varuško, babico. Ne? Mamice pa ne na tak način, kot bi si jo želel, če ne bi bilo očeta. In potem je ta koncept želje ali pa cel ustroj duševnega aparata, to značilnost, da se želja skrha, da ima status to ni tisto, kar sem si želel. Ne? Se pravi, ko jaz izpolnil svojo željo, si neham to želeti, ni več to želja. Ko tisti, ki študirajo recimo slaščičarstvo, imajo ekskurzije v neko tovarno Kraš ali pa Šumi, kjer neke bombone delajo, ali pa grejo v tovarno kremšnit ali pa sladic, in potem se tam lahko vsega najejo do obisti. Samo kaj se potem zgodi? Oni si nehajo sladice želeti, potem pa prešalta na klobaso, ali pa na zelje, ali pa na sadje. Samo kremšnit, ki si jih je nekoč tako želel in zaradi tega želel postati slaščičar, kremšnit si pa nič več ne želi. Ne? Se pravi, mi, ki se strastno nekoga želimo, in dosežemo užitka v, bi rekel karikirano, 1000 enot užitka, recimo v nekem seksu, ne,
si zadet od tistih seksov v zaljubljenem stanju do konca in naprej, recimo 1000 enot, potem se pa te enote v uživanju manjšajo. Čez 10, 20, 30 let se pa v tem seksu zgodi 500 enot ali pa 100 enot užitka, 10-krat manj. Potem spomnim se enega razočaranega moškega, ki je rekel, da seks nekoč z ženo je bil super, potem je šel pa, kako naj rečem, vulgarno rečeno, na kurbe. In pol je rekel, da zdaj to pa ni za primerjati, kako je bil lušen, bi rekel, seks z neko priležnico, ki je še malo glumila, ali pa ženo. Ženo 20 let, ena in ista, pa gre na seks bombo staro 30 let. Je rekel, razmerje v seksu je bilo 1:10. Se pravi, uživanje 10%, uživanje z prostitutko pa 100%, 100-krat več ali 10-krat več. In zdaj ljudje tega ne vedo, potem pa se še sprobavajo kako stvar, pa gledajo porniče, ali pa si po 20 letih zakona privošči ljubico, ja kako boš zdaj nazaj šel na žensko, ki jo imaš red, še pa še, sam strasti v partnerski zvezi, v seksualnosti, ki je pol odnosa, ne moreš dvigniti nazaj na tisto raven, kot si jo imel v zaljubljenem stanju, prvih par let. Ljudje, ki grejo v partnerske odnose, ne vedo, da se jim bo to zgodilo. In potem ugotavljajo, da si strasti ne vzburijo več in ženske in moški. Zdaj, če je imel moški zelo, zelo harmoničen odnos z mamico, pa da se dobro identificira z očetom, ki je dober oče, potem fura ta zakonski life tako, kot je treba, kar pomeni, da tudi takrat, ko ni lušen, zobe stisne. Tudi, kadar je, treba je pa vedeti, da je partnersko življenje v družini, zakonska zveza, ena najbolj konfliktnih, bi rekel, življenjskih celic. To ni najbolj konfliktno v službi, najbolj konfliktno je doma. In ljudje tega ne vedo. Po parih letih zveze, ko pridejo še otroci, to je kaos, otroci stečnarijo, žena rata tečna, moški zadirčen, zamiljiv, začne piti, torej ponavlja neke vzorce od očeta, ki je, kadar je bil jezen, počel neko agresivnost. In vse to pride po parih letih zakona v ravno to zakonsko zvezo, v partnerski odnos. Ampak tisti partnerski odnos, kjer so potem pa še tisti otroci zraven. Mislim, če ni otrok zraven, dva se greta pol na živce, greta lahko naraz. Če so pa otroci tam prisotni, pa ne moš kar rep med noge, pa je zdaj naraz. Moralno prav je, da smo skupaj zaradi otrok. Ne zato, ker imam strašansko rad, zdaj to isto ženo, eno in isto, ki je postala vmes tudi tečna, ko je treba seksati, jo glava boli, ne vem, zna biti sadistična, ti spusti kajlo, da te še pa še zaboli, ampak je mamica tvojim otrokom pa dobro materinjuje, dobra mati je. In ne moreš pa ti v navalu jeze, ne vem kaj narediti. Lahko pa je narediš, če imaš strašansko jezo do lastne mame, potem pa to jezo pokasira ta žena. Se pravi, primarno družino uveljaviš v tem partnerskem življenju in to uveljaviš nezavedno. In tisti, ki nimajo razvite neke avtoanalitičnosti ali pa čuječnosti, oni sploh ne vejo, kaj se jim dogaja. Ena intuicija ubere svojo pot, se zavozlajo v navalu jeze, se kar ločijo. Mislim pa tako naprej. Treba biti potrpežljiv. Otrok je vrednota, mentalno zdravje otroka, ki se bo uveljavilo, ko bo odrasel človek, je v domeni staršev. In starši se morajo tega zavedati, če bojo oni kiksli, se ločili, šli na razne, ali pa si dovolili ekscese v tej primarni družini, ko otrok gleda, bo ta otrok, ko bo zrastel, nek psihični invalid, če bo gledal kaos v primarni družini, ali pa če bo primarna družina razpadla. In ljudje, ki stopajo v to družinsko življenje, zakonsko zvezo, partnerske odnose, nič od tega načeloma ne vedo. Pismo, jaz pa vse to vem, zato inštruiram te partnerje, ne se za vsako figo ločevati.
Pazite, vrača se vam otroštvo, vi imate to pa to v otroštvu, zdaj simbolno to zgodbo iz primarne družine samo podoživljate. A vidite, pridite do uvida, spoznajte, pa boste rekli, aha, zdaj vam pa isto jezo, ko sem imel do svoje mame, zdaj pa to svojo nedolžno ženo, ki je čisto v redu, ne, jo jebem v glavo, ne, pa uživam ob tem. Kaka budala sem, ne, imate prav, gospod psihoterapeut ali pa psihoterapeutka. Skratka, uvod. Ja, o ločitvah bova še govorila Ja, se v strinjam. nadaljevanju tega podcasta. Zdaj pa, ali nam lahko na kratko predstaviš ene par unikatnih primerov ali pa ne vem, vsaj enega iz svoje svetovalno-terapevtske prakse. Takšnih primerov, iz katerih bi se poslušalci lahko nekaj naučili, torej pridobili neko novo znanje, dodano vrednost, nekaj, česar se od drugih strokovnjakov morda ne da dobiti. Sploh pa ne iz teh feminističnih strokovnjakinj, ki se zaradi ideologije feminizma, ki se je tudi zažrla v psihoterapeutiko ali pa v družinsko svetovanje, če vi dobite recimo neko strokovnjakinjo iz fakultete za socialno delo, tam jim te feministke operejo možgane v smislu, pa sej pari se ločujejo, sej bosta skrbništvo bosta že dobila, sej to ni konc sveta za otroke, ne? In pol ti svetuje strokovnjak, da če nista za skupaj, pa pejta narazen, ne? In greta narazen in probata druge zveze vzpostaviti, pa 2 otroka imate. Jaz sem imel take, ki so rekli, ja veste, zdaj sem pa prišel po vaše mnenje sem poslušati. Jaz sem rekel, kaj so vam pa drugi rekli? Ja, da se kar naj ločim, da tako ne bo. Starša bo celo življenje s svojim otrokom, samo ne bomo skupaj živeli. Vse to ni, to je modni trend, to vsi tako delajo. To so zvedeli od teh priznanih strokovnjakov, ki so zrasli v teh levih, bi rekel, fakultetah, ne, na teološki fakulteti to drugače delajo in so v tem kontekstu boljši, ker jaz hodim na izobraževanja in v okviru, ne vem, teološke fakultete in teh nekih liberalnih, feminističnih, strokovnih nekih združenj, društev, zvez, ne, in potem ugotovim, da svetujejo parom, ko imajo konflikte, grejo narazen. In en par, ki potem pa k meni prišel, moški je rekel, ja, jaz imam svojo bivšo ženo še kar rad. Jaz sem rekel, itak, da jo imate radi, če vam je rodila 2 otroka, pa zelo radi imate še vedno svojo mamo. Ja, pa tudi ona je meni priznala, da me ima še kar rada. Pa je imela 2 spontana splava z drugim moškim. Jaz sem rekel, nezavedno je sama sebi splav naredila. Ne? Sem rekel, vidva sta šla popolnoma brez potrebe narazen. Ja, tako nam je svetovalka svetovala. Neka doktorica ali socialnega dela ali klinične psihologije, terapeutka. Jaz sem rekel, lejte, če meni prišli, tega ne bi svetoval. In rekel, zdaj ga citiram, je rekel, pičko materno jem to babo tožil. Strokovnjakinjo je upošteval, ona mu je pa servirala, ločite se. Otroci pa zdaj trpijo, ko sta mamica pa očka ločena. Jaz sem pa rekel, lejte, bežite nazaj, pa se nazaj zveste, če jo imate radi, ona pa vas. Ne? Mislim, to sem naredil malo za uvod, ne? Ampak bi rekel, nek paradigmatski primer, ki ga bom jaz zdaj izpostavil, ni unikatni, kar neka paradigma se zaznava in ne boste pa slišali to, da vam bo tam neke strokovnjakinje za psihološko svetovanje iz nekih psiho-unih sob, šol, na filofaksu, recimo oddelek za psihologijo ali pa fakulteta za socialno delo, ki se tudi radi pametne delajo. Tam je ženska, recimo, direktorica, ne vem, ravnateljica, ne vem, šefica, in sploh, in potem ima tudi moža, sta bila v študentskih letih, mož je bil bolj razposajen, faksa ni naredil, meni je pa rad, ali pa potem sem napredovala, danes sem direktorica, imam 3000 evrov plače. Mož je pa brez službe, pa 500 evrov tiste neke socialne pomoči ima. Zdaj pa 5. družino, pa dejta vidva živeti. Moški je simbolno kastriran, brez denarja. Ženska je falična, možata, ker mora biti še kariero furati.
Seks ji neha pasati, ker se v seksu čuti premagano. Moški tam, če je simbolno kastriran, bi pa glih v seksu rad pokazal, da je še kar mačo. Ona pa tam čuti, joj, tam me poriva, jaz sem pa premagana, ker je falična v karieri. Pa pride falična ženska, pa simbolno kastrirani moški, zdaj pa bodita vidva v harmonični odnosi. Gremo na morje, ona skešira 3000 evrov. Ko imaš pa ti, nimam nič. Bež na zadnje sedeži, tam malo, 12 let star, 5 na prve zice, on bo pa tam vzad, ko nikoj ništa. Pejte zdaj na morje, pejte smučat, ja kdo pa karto bom jaz plačala. In to se podre percepcija družine, če ima moški klitorično plačo, ženska pa falično plačo, se pravi 25 centimetrsko plačo, pa tam nič. Pa otroci to gledajo, simbolno kastriranega očeta, falično mamo, vse se zalomi, kregajo se doma. To ni unikaten primer. Zdaj pa, če feministka to posluša, strokovnjakinja za psiho, pa za odnose, ja, to je pa moderna kultura. Pa ne se zajbavati z moderno kulturo. Anatomija genitalij je tista, ki determinira kompatibilnost spolov. Ženska je pasivno nemočna, ona sprejema, je vaginalna, sprejemajoča. Moški je pa ejakulirajoč in moški mora zajakulirati v družino denar. In take družine potem približno funkcionirajo. Rak rana te naše družbe je, da so karieristične ženske na položajih, moški so pa leni, ne naredijo fakse, imajo obrobne službe, zaslužijo pol manj kot ženske. Zdaj pa 5 v družino pa živi, ne da se. Otroci pa to posrkajo in fantje dobijo moralno nerazsodnost, ker je foter kastriran, pa nima prava glasanja v družini, ker je ženska providerka, deklica pa gleda svojega kastriranega fotra, kje bo pol normalnega tipa najdla. To je nekaj tazga, kar je treba izpostaviti. Zdaj, če bi se obstaja tudi drugi primeri, če povem, recimo, problem je zamera moškega do svoje mame. Jaz se spomnim, en primer je moški, torej, so se pritoževali, naša punca je pa lezbika in zdaj je šla na umetno oploditev. In mene glava peče v smislu, kako bo lezbika ratala, če tip je normalen, provider, žena je zgleda normalno, pa sem se pa jaz celo družino pogovarjal, zato da bi ugotovil, zakaj je ženska lezbika in gre na umetno oploditev v tujino. In ima tam prijateljico, s katero bosta 2 mamici temu otroku, ki sploh ne bo vedel, kjer je njegov oče. Umetna oploditev v tujini. Čeprav v teh časih je zdaj glih v medijih, 2 ženski, umetna oploditev, ima trebuščka, ja, pa mene sprašuje, niso se v Sloveniji oplodile, ampak v tujini. No, ko gledam, rešujem kalvarijo te družine, oče ves obupan in ugotovim, da je oče živel brez mame, ker je mama šla za 1 leto nekam in je strašansko zamero privzgojil sam sebi v psiho zaradi mamine odsotnosti, jo ponotranil in potem bil celo, torej otroštvo te bodoče lezbike, patološko jezen na svojo ženo, ker je imel zamero do lastne mame. Poniževal, v nič dajal. In potem meni žena rekla, ja, jaz sem pa zobe stiskala. Ampak ta mala, lezbika, možata, je rekla, jaz pa taka ko mamica ne bom. Spol, ženska je totalno ponižan, ona je hotela možata biti. Možata, zato ker je očka, ki je moj idol, ta spol ženski, totalno poniževal. Zakaj že? Zaradi zamere do lastne mame. Sem rekel, veste, očka, vi ste naredili svojo hčerko lezbiko. Bil je pa ves obupan, da je hčerka lezbika. Zato, ker ste poniževali svojo ženo. Skratka, to bi bil tudi nek primer, ali pa ženska, ko ima strašansko zamero do lastnega očeta. In je to serviram, sem rekel, z vašim alfa samcem. Vse babe so vam fovš v tistem okolju. Vi ste res dobili špico od špice. Mene nič ne rajca. Jaz bi seksala sam s svojim možem. Pa tip je zraven bil, pa poslušal. Sem rekel, vi ste pa perverzni. Sem rekel, vi imate tako zamero do lastnega
očeta, da si misliti ne morete. Ne, nimam, jaz s svojim očetom dobro štekam. Pa še ta mož reče, saj se kar šteka. Sem rekel, ne, vi ste kot deklica morali zameriti svojim očetom, ker se je pa ločil, ne, ker je imel tako pretegnjeno babo, ne, da se je ločil, ker ni mogel več živeti z njo. In potem je šla pa ženska, pa ta, ne, ki je šel mož na živce, in jaz sem pa videl, da je tip čist normalen. Mislim, od kje? In pol je šla pa, ne, in mi javila, da je šla dnevnike brat, 3. razred, 4. razred, 5. razred. Jaz bi svojega očeta ubila. Kaj je naredil mamici? Pustil jo je. Jaz ga bi ubila. Ne? Sem rekel, a vidite, kako jezo ste? Jaz se tega sploh nisem spomnila. Pozabila je, koliko je bila ona jezna na svojega očeta. In to jezo je ta njen mož, ki je bil zelo v redu mož. Tudi dober očka njunima otrokoma. 2 sta imela. Ne, ona ne bi več seksala. Z vsemi bi, z njim pa ne. Pa še pred njim je to sadistično govorila. Skratka, primarna družina zamera, da nasproti spolnih staršev se uveljavi, potem pride do kaosa in potem se ločijo, otroci pa psihični invalidi ratujejo z leti. Imaš morda še kakšen primer na zalogi, mogoče takega za mlade pare, ki še nimajo otrok? Ja, ker sem pač se pripravljal na tole, sem tuhtal, katere primere bi zdaj jaz to malo. In sem šel za nazaj 10 let gledati in se spomnim se, 2 sta prišla k meni in ženska meni razlaga, da se je zaljubila v Egiptu, na Hurgadi, da sta šla s tipom dol in ona tam je videla enega in je padla na kolena, tam se je pokoketirala, pa tipa imela zraven. In potem je kar sama dol na Hurgado hodila in in sploh, in je tip prišel pol gor, tam nekje z Primorske bila, ni šel v Slovenijo, ampak se tam nekje v Italiji lociral, na skrivaj to delala in imela dvojno življenje. S tipom, ki je bil car na kvadrat, ker sem tudi z njim menil, tam 30 let, ta tudi dobra mrha, 30 let, in je imela tipa Egipčana, ki je prišel gor, ta pa žgoljo. In potem mu je shekala tem Egipčanu telefon in da je videla, kot tam not ima. On je bil v biseksualnih scenah, pismo, obična pederčina je bil, Zweitakter, biseksualec, vse narobe s tem Egipčanom. Rekel, od kje imate vi? Ne vem, je rekel, ne vem, v seksu to se mi meša, pa niti ne zna seksati, ampak strast tako dobivam. Si rekel, dajmo zdaj malo vašo primarno družino pogledati. Ja, jaz nisem, biološkega očeta sem jaz šele po 5. letu začela spoznavati. Smo imeli stike, je bil tam nekje iz JLA, je prišel gor nek musliman iz Bosne, sta z mamico, ne vem, zanosila, pol leta so bili skupaj, pa sta šla pa na razen. In jaz sem dobila pri 5 letih očima, ki ga imam zelo rada. Pri 5 letih je dobila očima, družino, in ta očim je okus, kdo je moški, sformatiral, ampak je bil oči. Ta Bosanc, musliman je pa tam pa prišel to hčerkico pogledati. Ta hčerkica je razvila pa nek talent, zdaj je to zakodirano, da ne bo, da jaz to razlagam. To je totalno zakodirano. Jaz sem rekel, dobila je talent in bila virtuozinja v nekem igranju na nek inštrument. Lahko bi bila pa odlična športnica. Virtuozinja. In ta musliman je bil tudi v tem nekem muskonderskem kontekstu briljanten. Vsaj takrat je bil od začetka in imel ta talent in videl to hčerko. Vsake 3 mesece prišel malo za vikend pogledati, vedela je, da ima biološkega očeta. S časoma je pa ta oči bil pa tok biološki, tok navdušen, da je ta mala razvila talent pač iz njegovih genov in je začel kovati v zvezde. Ta mala je bila vsa navdušena, da je ta je pa res kuje zvezde. Krušni oče, ta, ki je očim, je bil pa dober očka, mož pa tako naprej. In je imela okus, kdo je pravi moški po očimu. In je imela tega tipa Slovenca čist normalnega. Ampak biološki oče,
se je pa pojavil, jokoval zvezde. Za njo je bilo kot 13, 14, 15-letnico tako luštno, da je biološki oče sprejel, da je jokoval zvezde zaradi njenega talenta, hodil na njene koncerte, bil euforičen, jo nosil darila. To, ki je bila zadeta z biološkim očetom naknadno, da se je potem pa ta Egipčan zgodil takole. Razdrla je pod zvezo, tip je bil obupan, samo zato, ker si je na simbolno nezavedni ravni ponovilo otroštvo, paradigmo, očin biološki oče, s dva lika moška, sta bila in sta formirala psiho in potem je prišla v partnersko življenje, naslednik očima je bil ta moški, zelo v redu, in pa je kar naenkrat tujec, tako kot je bil tujec biološki oče, jo je tako zadev, da je rekla, jaz ne morem verjeti, kakšno strast sem jaz do tega tujca, ki ima grehe, vse narobe z njim, ampak brez njega jaz ne morem živeti. Jaz bom šla v Italijo in bomo v Italiji skrb živela. Sem rekel, ne se hecati, ne to delati, to imate samo podoživljate simbolno paradigmo iz otroštva. Ampak je razpadl vse. Zveza je razpadla, ker ta tip, ki je bil zelo v redu, imel red punco, se bi poročil. Rekel, tega pa jaz ne morem prebaviti. Da bo mene z enim pretegnjenim Egipčanom varala, mi skrivala in to dela že pol leta, je rekla, da bo odnehala ali je šla za praznike spet v Hurgado. On pa polet pa gor hod. Skratka, primarna družina, libidinalna scena, oče, mamica, hčerkica, biološki oče, očim, se je uveljavila, podoživela, iz nezavednega ven, sesula life, dvema upletenima oziroma tremi, še temi Egipčanom. Ne vem zdaj, kaj danes s tema, dvema, tremi, karkoli, ampak čem povedati, kako se mladi pari, bila sta pa 6 let v zvezi, te dva, prednji ta Egipčan prišel. Po 6 letih se je uveljavil pač tujec, ker je bil foter tujec. Kje bosta vedela dva lajka, kaj se dogaja, sem rekel, od začetka, takoj bi morali vi meni na terapijo, vam bi jaz serviral vid, pa vam bi povedal, da se vam biološki oče vrača, ne se s tem neznancem zapletati, ker je samo asociativno tujec, tako kot je tujec vaš oče, ampak to je bilo že prepozno, ker ta prvi, alfa samec, je kar puško v koruzo vrgel, je rekel, jaz tega ne morem več prenašati. Ja, pojdiva na naslednje vprašanje, to so odprte zveze. V Sloveniji sta se javno izpostavila z odprto zvezo partnerja Tjaša in Jan Krevzer, ki pa imata tudi dojenčka. Bova povezavo do tega njunega intervjuja dodala v opis spodaj, da si ga lahko preberete. Kaj pa ti mogoče za začetek praviš o njuni odprti zvezi? Tule je na sceno stopil v medijski eter pol leta nazaj. Ne vem, se ta dojenček rodil, ta tip, Jan, kaj že, tam mislim, da je nek stand-up komik. Pred pol leta so mi to poslali, da je ti znalac za to psihoseksualnost, odnose, za nezavedno. Da ti povej, kaj je to, kako neumnost se pa te dva greta dejansko. To, kar se te dva greta, to je taka patologija, na pobudo enega. In jaz bom rekel, na pobudo tega moškega Jana, ona reva pa samo sledi. Zdaj, če ima ta reva, Tjaša, fotra, pa da tole foter gleda. Mislim, da bi jaz imel hčerko, da mi hčerka tole dela z enim tipom, ki jo nima neskončno rad, da mora menjati, svingati, tako rekoč, varati s konsenzom, pa to mu jaz kot foter gobc razbijem, da to moje hčerki dela. Ta hčerka, ta Tjaša ima pa vprane možgane. Vse vprašanje je, kako je bilo s tem fotrom. Zgleda, je bil nek lulibuc, nek luzer, ali ga pa ni bilo. Je bilo en kupico materinih ljubimcev, ki so bili 4-5 očimov. Skratka, to je patologija. Normalni par, ki je rasel v normalni primarni družini, si tega ne sme dovoliti. Partnerska zveza je ekskluzivna domena dveh, ki se imata rada. Zato, ker je imel dojenček, ko je prišel na svet,
tisto lepo mlado mamico, ki jo je imel rad in imel varen tip navezanosti na eno mamico, na eno, ne še na varuško, pa babico, pa sestrco, na eno ekskluzivno mamico. In ne more, na kraj pameti moškemu, ne more v fazi zaljubljenosti, ali pa bom rekel prvih par let življenja na misel priditi, da bi to žensko, ki ima rad, mu rodi otroka, zamenil za kos posanega mesa in pustil to mamico, ne, s kislim nasmeškom, z otrokom ali pa nosečo, ne, in šel na zmenek. Ona ve, da gre drugo porivati. Pa to je taka patologija v obeh, ampak to na pobudo enega, bom rekel. Moškega navadno, ker teh svingerskih scen so sicer bolj neodkrite, je malo morje, hodijo k meni tudi swingeri, na čigavo pobudo, ja na moško pobudo. Ženska pa s kislim obrazom pristane, ker ima rada, ne vem, moža pa bi mu ustregla po svoje ranjene ali pa še zelo sugestibilna. Kar pomeni, da je to, ko pere možgane, da pristane na to psihopatologijo. To je absurd. To, spoštovani mladi pari, ne podlegati tovrstnim skušnjavam ali pa predlogom. Ker to lahko strani tudi kdo reče, ti, lega, ti imaš ženo dobro mrho, midva malo zamenjala, jaz sem pa tolo, dobro se dol daje, a češ, deva jih prepričati. Okej, ne? Moški, ki na to pristane, je absolutno brez kompasa, brez razsodne moči, brez nadjaza, vest ga ne peče. To, da ti posodiš žensko, ki ti rodi otroka, drugemu, da jo poriva, pa ti si ne grose budala, ti si psihopat. Pa se lahko vrti to, ne vem, non-stop, se mu servira temu, ki je tam na Planet TV-ju, nek stand-up komik, tam sodelavec, kaj že tale, Godler ali kaj že, smo enih skečih, ker meni so to servirali pol leta nazaj. Sem rekel, za tako psihopatijo se jaz ne bom tudi zganil, ne. Ker si me pa to vprašala, pa ker je tema pač varan, torej vse partnerske odnosi, sem rekel, o tej psihopatologiji bom pa jaz nekaj povedal. In sem povedal pač to, da je to simptom neke ranjenosti, da normalen človek v normalni, primarni družini moškemu na kraj pameti to ne pride, ženska pa, če ni ljubosumna, pa tudi ni normalna. Tako da sta slepec slepca vodi, en je slep, en je gluh v tej partnerski zvezi. In ki je gluh, posluša, tak je pa slep, pa gleda. Oba dva sta pa adijo pamet. Za začetek, ali pa tudi, če imaš še kaj na to temo, se mi zdi toliko povedal, če imaš še kaj. Ja, v tem intervjuju lahko preberemo, da sta ugotovila, da se imata brezpogojno rada in da se to ne bi spremenilo, četudi bi bila z drugimi. Ti pa jima torej ne verjameš, ali kako? Brezpogojno lažeta. Brezpogojno je larifari to. To ni res. Zavest ne ve, kaj nezavedno misli. Resnica o subjektu, ki izjavlja neke subjektivne resnice, resnica je subjektivna, se pravi, je nezavedna, človek verjame v nekaj. Pa une dva tvezita, oba dva iskreno verjameva, se imava iskreno rada. Kakšne neumnosti to govoriš, če imaš ti iskreno rad svojo žensko, jo ne boš šel varati z drugo. Pa je pa tam Boža in izmenjuje tudi besede, koliko si pa ti dobra. Zdaj ta žena, daj se vpraš, kaj on govori med enim seksom, tiste iste stvari k tebi. Koliko si dobra, wow, koliko je pa tole pri tebi lepo, iste stvari govori eni drugi ženski. Pa te se moglo ljubosumje zmešati. To je ljubosumje zdravo čustvo. Pa to, da imata otroka. Mislim, zdaj bom rekel, suma sumarum, te dva tvezita, to budalaščine govorita, to klažeta, najprej sama sebi, da si še verjameta, potem pa to laž, iskreno laž, pod narekovajih iskreno, servirata drugim kot neko ultimativno resnico. Nič od tega, kar one dva govorita, ne drži, nič od tega. One dva verjameta v nekaj, zato ker ima moški tako pohoto, ker je to ranjen, da bi zdaj zracionalizirano poleg svoje žene imel še harem z drugimi.
ok, ker ni musliman, nima denarja, nima harema, še 4 žena, ne? Ampak si zdaj ubere trik, ženo prefilma, jo nadmudri, ji opere možgane, ker je sugestibilna, reče ja, je faza zaljubljenosti, ne? Kar pomeni, da je toliko noro zaljubljena v tega svojega alfa samca, da karkoli reče, ja, bova šla si svingat, ja, bom šel jaz tam sam na zmenek, ja, veš, ti si nosečo, pa ne bi plod poškodoval, da bom jaz raj ti tam seks imel, da boš ti, ne, v tem estru, v testosteronskem višku, v nosečnosti so ženske zelo pohotne. In pa se je malo naveliča, tista nosečnica ne bi porival in pa je reče, a veš, to je pa škodljivo za plod, deva, bom jaz raj tam, ti pa te pa malo počivi. Pa temu se reče racionalizacija. On bi mogel vedeti, zaradi nadjaza, imeti razsodno moč, da ne moreš ti noseče ženske pustiti, pa je drugo porivati. On mora vedeti, čutiti. Njegov foter je en velik runkel, da mu tega v oidipalni fazi, torej moralne razsodnosti, ni privzgojil. To je težka psihopatologija. Ko si že govoril o ljubosumju, v tem intervjuju sta med drugim razkrila, da Tjašo včasih zmoti kakšna čisto miniaturna zadeva. Recimo Jan je povedal, citiram, ve, da z neko osebo seksam, ampak jo zmoti to, da ve, da sva se vozila v avtu, jaz pa sem ji dal roko na njeno nogo, tako kot jo včasih dam na Tjašino. To zavest, nekaj pricurlja iz nezavednega v zavest in pa reče, a veš, moti me pa, ne vem, tole pa tole, da si to pa to naredil. V vesolju, ki se mu reče nezavedno, tam obstaja ljubosumje. Zaradi prvih tistih odnosov dojenčka z mamico, ko to mamico nekaj vzame dojenčku, je dojenček ljubosumen. Oidipalna scena je taka, da je ljubosumje naravno čustvo, pozitivno čustvo, pričakovano čustvo. In zdaj to pa njej tako potlačeno, da jo zmoti neka marginalnost. Ne, roko si dal na njeno koleno, ne. Ne motijo, da jo poriva, motijo, da jo boža, motijo, da ji nudi neke užitke, tiste, ko jih nudi njej, motijo, da prodira vanjo, motijo, da jo pripravi do orgazma, da se ona dere kot zverina. To jo moti, ampak to je v nezavednem vesolju. Pa reče, me moti, kako si rokico gor dal na roko na njeno koleno. Larifari, to jo ne moti, ampak njej se je aktivirala atomska bomba. Ona je implodirala od nemoči, od besa, ki ga ima, ker jo mož vara z drugo, ker uživa z drugo, ne z mano. In potem najde nek brezvezen larifari vzrok. To je sploh nepomembno. Kaj jo moti? Nekaj obrobnega. Atomska bomba noter je implodirala. V zavest ne pricurlja neka nepomembnost. Tako da stvar je tako kompleksna, stvar je nezavedna. In ne motijo tisto, kar reče, da jo moti. Ja, je rekel, da jo moti to pa to, kako se ne moti je to. To je simptom, da jo pa v nezavednem pa dejansko nekaj zelo moti. Sam ta budala nič ne šteka, ker nima nikakršne čuječnosti, nikakršne avtoanalitičnosti, da bi imel kakšno znanje. Absolutno nobenega znanja nima, da bi razumel, da je ženska normalno ljubosumna. Skratka, malo sem... Ja, v tej zgodbi njune pa je tudi ta otrok. In v tem intervjuju sta tudi razkrila, kako funkcionirata, odkar imata otroka. Zdaj rekla sta, da včasih otroka vzameta na zmenek. Torej, včasih ga vzame Tjaša, včasih pa Jan. Potem je Jan dejal, da je včasih on z njim sam doma, včasih pa pač Tjaša. Sam lahko gre recimo na zmenek ob 6 popoldne in se vrne naslednji dan na kosilo. Tjaša pa pač tega ne more, ker še doji, tako je povedal. Kaj bi rekel na to? Ja, oba sta pritegnjena, totalno motena. Zdaj, če bi imel jaz moč, bi rekel, bežite na center za socialno delo, pa se malo streznite, center za socialno delo ukrepaj. Ta otrok bo mentalni invalid, ker ta dva ne vesta, da bo otrok skontal svojo pametjo, ko bo bolj pametna,
da se očka pa mamica v resnici sploh nimata rada, tisto, čemu se reče seksualnost. Da ona dva menjajoče to delata, da svingata, da en drugega prepuščata drugega drugim. Otroku se bo smešala, otrok bo postal mentalno specifičen. Ne bom rekel, da bolan, drugačen bo. Ne? Lahko, da bo ta otrok nekoč imel, bi rekel, motnje osebnosti, ker to, kar otrok doživlja zdaj, ko nič ne razume. To je zdaj ena zgodba, da zdaj nič ne razume. Ampak človeška pamet je pa tukaj pametna, da ta otrok bo pri 10 letih marsikaj razumel. In pri 10 in pri 15, ne? In potem bo za nazaj in to sposobnost na človeški, ne bom rekel možgani, človeški miselni sistemi, imajo sposobnost, da gledajo in mrežijo misli, skupljajo, logično sklepajo. Ne, logičen sklep pa je, če se ta dva dol dajeta z različnimi partnerji, te dva se sploh nimata rada, to bo otrok logičen sklep v puberteti opravil in bo nezavedno zamero do obeh staršev razvil. Kaj sta vidva delala? Namesto, da bi se imela rada, sta se dol dajala z vsemi. Sta vidva normalna in ta otrok bo lahko, da bo ta sklep opravil, v nezavednem se bo mu mogoče zdelo to tudi normalno in bo skopiral vzorec in bo iskal eno žensko, s katero bo iste stvari počel. Ampak znotraj svoje psihe bo ranjen. Jaz poznam eno žensko, torej moja pacientko, z njeno seksualnostjo je bilo absolutno vse narobe. In potem, kaj sem odkril? Da sta foter in mat bila svingarja. In to žensko je bilo v psihičnem smislu vse narobe. Ok, tudi nudisti so bili, tudi goloto je videla, pa še foter pa mat je poizvedela, da sta svingala. Zdaj bom še dal en detalj, ne? Te ženske ni več, je umrla. Ne? Od muke, raka je dobila in umrla, ker je imela tak kaos v glavi, da sta njena starša, ki je bila malona deklica, to počela. Ne? Vse narobe sta počela. In ta otrok, on bo imel psiho, kot da bi z Marsa padel. To ne bo normalna psiha. On bo imel, ne vem, si upam trditi, diagnozo mejna osebnostna motnja. Njegova psiha se ne bo prav razvijala. On bo ranjen, zato ker so misli sposobne. Logične sklepe upravlja tudi za nazaj. Pri 10-15 letih, kaj sta delala, to pa to. Bo ta šla brskati na internet, ne? Bo ta videla, wow, foter pa ima, tole sta počela, dostop do informacij bo ta imela, bo imel ta otrok. Njemu se bo odtrgalo od tega. Starše bo znal pomnožiti z ničlo, kar pomeni, ne obstajate zame. To bo totalno potetoviran, to bo imel piercinge po celi buči, to je ena sama rana bo tega otroka. Ker se spomnim tudi, enkrat je ena Playboy zajčica prišla, in jaz to, wow, na naslovnici Playboya, pa otroka ima. Sem rekel, zdaj toplo vam priporočam, ko bo otrok zrastel, pa bo vprašal mami, a si to ti? Ne, fototrik je to. Fototrik. To so me retuširali. Dobila sem tudi neki plačan, smo se tožili, pa tako naprej. Ne, ona je v navalu, ne, lepote, se je strašno dopadl, pa otroka imela. Mislim, zdaj je ovekovečen, otrok bo tam, ko si bo, rekel, že drku bo videl mamico nago, pa to se mu strgalo v glavu. Zato sem rekel tej ženski, da mora lagati, da to ni ona oziroma da so fototrik naredili. Ta ranjeno dete, bo pa vse videl, vse bo prebral, kako sta razmišljala. Rekel, fotor, ti, moj fotor, ti si psihopat. To pa ni lušen, če sin reče svojemu fotor, da je psihopat. Mama, ti si pa kurva. Tole bo ta otrok rekel čez 10 ali pa 20 let. Mislim, sem jezen. Ja, ker take ona neumnosti dva, počnejo. ja, v intervjuju sta pač povedala, da bosta otroku sama v bistvu predstavila to dejstvo, da imata rada tudi druge. Otrok pa te njune partnerje že spoznava, izvemo v tem intervjuju, ne gre za tujce, pojasnjuje Jan, da so podobno kot neki družinski prijatelji, odnos bo podoben stricem in tetam in tako dalje. Ja, saj to so Američani imeli v teh komunah
kjer se je seksalo na veliko, potem so še kar te otroke malo vključili, še neka pedofilija se je dogajala. Te otroci so ranjene duše oziroma postali so narkomani, ker so tisto tesnobo, ker so mislile, zavozlano v podzavesti, v nezavednem, in potem je bilo toliko tesnobno, da so se omamljali, če pa ti zadet, s heroinom, kokainom, travo, alkoholom, tesnoba zgine, to je naravni antidepresiv, ampak pol rata zasvojen z drogo. Zakaj že? Zato, ker se mu to dogajalo v primarni družini, kjer bi se moral dogajati njemu protokol, katerega temelj je, očka in mamica se imata rada, pa mene imata rada. Ja, v tej zvezi se pa te dva nimata toliko rada, da bi imeli ekskluzivno, libidinalno skupnost, trikotnik, oedipalni, mamica, očka, otrok, ampak te se pa nimajo radi, če grejo seksati en z drugim. Otrok bo pa logično sklepal. Zakaj bo logično sklepal? Ker je imel dober odnos z lastno mamico. Mamica, 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 dojenček. In potem si bo želel eno žensko, ker ima mamica. In potem bo še ena ženska. Kako? Če imam jaz samo eno, imam red, ena mamica, ena ženska. Moja dva sta pa kar menjala. Nikamor ne bo mogel umestiti dejstva, da sta to starša delala in mu bo škrtalo not po glav v nezavednem. Skratka, škodljivo za otroka še pa še. V tem intervjuju sta spregovorila tudi o času po porodu, ko je ženska polna hormonov. Povedala sta, da sta imela neko obdobje, ko sta se vprašala, ali bi bilo vse to smiselno prekiniti za nekaj časa, ampak sta ugotovila, da ne. Kot je povedal Jan, ga citiram, Tjaša je ugotovila, da bi se samo zavijala v neko vato. S pomočjo hormonov so na plano prihajale samo neke stvari, ki jih še ni predelala, in kdaj je pravi čas, da jih predela. Ja, preden pride otrok, da ne bo svojih negotovosti predala naprej. To je zavest, bluzi, po nekih racionalizacijah. V resnici gre pa za to, da ta moški, tudi ženska pričakovano, nima moralne razsodnosti. Ta moški ni razrešil Oedipovega kompleksa zato, da bi čutil svojo moralno razsodnostjo, da ni prav, da vara mamico svojega otroka, bodočo mamico, če je bila še noseča, svojo ženo. On bi moral čutiti, da to ni prav. Moralno ni prav, čutiti bi moral. Ker pa ni razrešil Oedipovega kompleksa, ker je fotar zajebil, ali ga ni bilo, mama tudi, mogoče imel več varušk in si ne želi samo ene ženske, ni bilo ene mame, so si tam neke tete varuške tega dojenčka podajale. Zdaj si pa več žensk želi, Ta je pa, nasedla enemu bombarju, Se pravi, v objemu nore zaljubljenosti kupi njegovo interpretacijo. In potem si zracionalizirata subjektivno, da je to hormoni. Kakšni hormoni? Kjer? Estrogen, testosteron? Gre za virus v biosu, v strukturi osebnosti. Ta dva sta motena, osebno motena sta. In ne more biti to paradigma, ki se jo ponuja mladim parom kot nekaj normativnega. Treba je razviti kritično misel. Pol leta sem se otepal, da o tem govorim, ker so se vam midva domenila, da mi še to obdelo, evo sem pa obdelo. Zato, ker je moralno prav, da tisti, ki ne vejo, zakaj se gre, slišijo malo več resnic. Ne govoriti zdaj mi tle od hormonov. Gre za hormonske spremembe se dogajajo, ampak na podlagi miselnih sistemov, ki se goljufivo obnašajo ali pa črvivo. Psihopatsko se miselni sistemi obnašajo in ta dva nimata kompasa. Moralnega kompasa nimata, ker imata samo eno živalsko, onojevsko pohoto, brez nadjaza, brez superega. Ženska pričakovano nima superega. Je sugestibilna, ampak v tej zvezi je problematičen moški. On je dal pobudo. Ne moški tega delati. Delali pa boste, oziroma imeli to nagnjenje, če je vaš oče bil odsoten, če je bil slab, če je bil pretegnjen, slab oče. In pa ste vi ne morete krotiti, česa ne morete krotiti? Svojega libida, svoje pohote ne morete krotiti, ker ni nadjaza. Fotar vam je zjebal Oedipov kompleks. Ne čutite, kaj je moralno prav. Če imate to za normalno, kar ta dva počnete.
Ja, ta intervju s Tjašo in Janom si boste lahko še dodatno prebrali, če želite. Link imate spodaj v opisu tega videa. Zdaj pa greva kar naprej na naslednje vprašanje, in sicer o ljubosumju. O tem si že nekaj povedal oziroma načenjal. Povedal si, da je ljubosumje nekaj normalnega v zvezi. Zanima pa me, koliko ljubosumja v zvezi oziroma zakonu je še okej, da je torej še normalno. Ljubosumje je pozitivno čustvo, torej pozitivno, dobrodošlo, tudi evolucijsko je imelo svojo funkcijo. In zdaj nam rekel, zaradi evolucijskih nekih procesov se je razvijalo v človeku ljubosumje. Ne, ljubosumje se razvija psihično pri vsakem posamezniku, ki ima tisto neko ekskluzivno pravico do mamice, potem pa to mamico nekaj njemu jemlje in ima zavist, da nekaj jemlje mamico, on bi to nekaj rad imel, iz te zavisti se razvije tudi ljubosumje, ampak v poznejšem čustvovanju zopet otroka do mamice ali pa tudi otroka, recimo deklice, ko že opravi to odipalno sceno, preide na objekt želje, ki je drugega spola, na očeta, ampak tega očeta ima tudi mamica, pa sestrca, pa bratec, ne? In je ljubosumna, mala deklica, da njej očeta, ki ga ima tako rada, ne, kradejo ali pa si izposojajo še nekateri drugi. Ne? Ali pa to mamico, ne, dečku, jemlje foter, ne, kot nepremagljivi, in otrok je ljubosumen, da mu očka krade mamico. Ljubosumje je normalno, pričakovano čustvo in ima pozitivno konotacijo v tem, da moški, ki si naredi zarod ali pa dobi eno žensko, jo hrani, ker ni bilo kontracepcije, ko je v tistem navalu pohote pač prišlo do zanositve, se mu je prikazala nezavedno tista mamica in tako kot dojenček red mamico, ima tisto svojo nosečo ženo red. In potem je ljubosumen, da njemu ne bi kjer to ženo speljal, da ne bi šla s kom drugim, ker jo ima red, tako kot dojenček imel svojo mamico red, ima svojo ženo red, se rodijo otroci, se mu otrok ponotrani not v ego. Otrok je podaljšek ega, moškega in ženskega ega, ne? Se pravi, če vi izgubite otroka, padete v depresijo, ne, če bi otrok umrl, padete v depresijo zato, ker izgubite delček sebe, ker otroka ponotranite. In z ljubosumjem vi ohranjate družino. Če ne bi bilo ljubosumja, rase homo sapiens ne bi bilo več. Ljubosumje mora biti, ker ohranja družino, zarod, otrok skupaj. Mamica ne boš pustil, da te nekdo ukrade, ne? Se pravi, ljubosumje je pričakovano, normalno, problematično je patološko ljubosumje, ki se zgodi zaradi nekih ran v otroštvu in temu patološkemu ljubosumju se reče Otelov sindrom, ampak ljubosumje ne obsojati. Nekaj je, če si dva zaupata, ne, in gre ženska na tisto neko večerno druženje z drugimi ženskami, se bojo malo napili, itak, da je tam fuk fehtarjev ko Rusov tam okoli, ali pa ko Kitajcev, ne? Ampak ji zaupa, ker čuti, da ga ima rada in se ne bo zgodilo nič, ne? Ji zaupa. Potihem je ljubosumen, ne? Lahko. A pridejo parih men, sem rekel, lejte, malo mi morate povedati, ne? Kako pa je tole varanje pa to? To je eno te žen povedaj, ma smel ljubice, skozi se mi nekaj dogaja, ne? Sem rekel, ok, tukaj da vem. Žena, sem rekel, ko pa vi imate kaj, ma nimam, te sam zapletajo se te, ne, nič nisem podlegla, ko pa mislite, mož ima kaj? Ne, nima po moje, no, mu zaupam, ne. Žena mu zaupa, a ti se pa dol daje, ne, sam ona mu zaupa, ne da ni ljubosumna, zaupa mu, ne, se če pa dobila informacijo, vete, ene trikrat se je pa dol dal, tam pa tam kakšno. Bi takoj razvila ljubosumje, upravičeno, zaupanje pa ne bi bilo več. Pari z zaupanjem anulirajo ljubosumje, ne, z razumom ali pa z nekim občutkom anulirajo ljubosumje z zaupanjem. Ampak včasih se zakalkulirajo, ne. Mu zaupajo, on gre pa za en teden na jadrnico s fanti,
Ne, vsak večer grejo tam nekam v eno pristanišče in se dol dajo, ampak ženska mu zaupa. Ali pa nekdo, ne, na tej jadrnici se dejansko se drži nažaj, ker ima rad svojo ženo, ker je imel ekskluzivno rad svojo mamico. Ali trije prijatelji vsako noč grejo na kurbe na obalo. Ne? Oni se dajo dol, ta pa ne. Ampak njegova žena je to ljubosumna, žena unih pa zaupa tem svojim. Pa je glih obratno, ta je krotek, žena mu pije kri, ker ima Otelov sindrom, tako rekot, to ne sme, kofjakarski konj, ne sme druge pogledati za nič na svetu. Zato, ker ima problem ženska s svojim očetom, ker jo je zanemarjal, ker je, ne vem, na stranski tir dal, ful ljubosumna. Skratka, z ljubosumem je hudič, če se dva, torej, da nista ljubosumna, ne da se zaupata, če nista ljubosumna, jaz pa nisem ljubosumna. Ko pa, če smo kaj naredi, naj se mu. Ma to pomeni, da ga nima rada. To pomeni, da ga nima rada. Ženska mora biti ljubosumna. Ne, moški mora biti ljubosumen in ga skrbeti, kaj če mu nekdo žensko nažge, ki jo ima rad. To je pozitivno čustvo in pričakovano normalno čustvo. Ja, greva kar zdaj na naslednjo temo in to je varanje. O varanju si povedal že nekaj v podcastu o seksualnosti. Tudi zdaj, danes si že kar nekaj se navezal na to temo. Zdaj, zanima me, kako je z varanjem, kaj je tisto ključno v otroštvu, kar psihoanalitično gledano determinira varanje v odraslosti. Zdaj, varanje ima fundament, na katerem se zgodi afiniteta do varanja in to zato, zdaj bom rekel, moško varanje se zgodi zato, ker je otrok moškega spola, sinček, deček, imel rad svojo mamico, ampak to mamico ne da je že varal v vrtcu z drugimi deklicami, ne, mamica je ljubčka za lahko noč, ne, zaradi torej, pravilno razrešenega Edipovega kompleksa, kastracijske bojazni, ne, potem se odreče mamici in ima tam kar nekaj deklice z vrtca rad. Ne? In potem ljubčka mamice za lahko noč, deklici v vrtcu pa ljubčka ukrade na čist drug način, kot da ljubčka mamici. Ne? In tukaj se rodi, ker ima rad poleg mamice tudi sosedovo deklico ali pa v vrtcu te punčke, ne vem kake, ne? Ja, tak tip bo zrastel in se mu bo izredno dopadla sodelavka ali pa tajnica, če bo kak direktor, ne? Ali pa tam neka naključnica z mlajšo emšo. Prav spomin na mlado mamico vleče moške na mlade ženske. Ne? Mlada mamica, moškim se dopadajo mlade ženske, zaradi prav spomina na mlado mamico. Žena pa je pa že stara čez 40 pa 50 let. Ne? In potem te rajca, zaradi prav spomina, pa še sosedovo deklico si imel, ali pa, ne vem, moj en kolega je rekel, a veš, da imam, jaz nimam, 3 ljubice imam. 3, ampak nobena punca. Sem rekel, a imaš 3 sestre? Ja. Starejše? Ja. Se pravi, je imel mamico, ženske še ni imel, ker naslednica mamice je žena, ženska, ampak tiste 3 starejše njegove sestrce so se z njimi igrale, ga imele rade, in sploh, in on fantek ob mamice imel še 3 sestre rad. 3 ljubice je imel. Ne, jaz sem rekel, imaš 3 sestre? Ja. Ja, kako veš? Ja, če imaš 3 ljubice. Ne, žene pa nimaš. Ja, ne, ali pa, ne vem, grem na eno okroglo mizo enih feministk in pol reče, imamo otroke, tudi vse, nisem imela sicer porodniškega dopusta, imamo pa varuško, 2 imamo, ena za zjutraj, ena za popoldne, vode proko dvigne. Sem rekel, veste, kaj ste zdaj vi svojemu sinčku naredili? On ne bo imel ene ljubice ob ženi. Ne, vi boste imeli naslednico, ki bo žena, ampak ta vaš sin bo imel 2 ljubici, ker ima 2 varuški, ker ima varuško Rajko Krves. To se vam bo zgodilo, ker delate kariero v neprimernem času, ko vas otrok rabi kot inventar. Ne? Skratka, varanje, če ima deklica, recimo, rada očeta, pa še očima, ne? Potem bo skozi imela afiniteto do 2 moških. Ali pa oče, pa dedek, pa bratec,
starejši recimo, ne, pa še sosedov ali pa bratranec, ne. To bo skozi neki eni drugi tipi, je bojo hodili po glav, ker deca se bo slejko prej naveličala. Še posebej, če imamo oče grehe. Če je slab oče, potem se deklica znajde in ima nek nadomestni objekt v rangu očeta, lahko je dedek, lahko je bratranec, lahko je mamin brat, recimo, stric, ki se z njo ukvarja, ko pride na obisk, ne, pa ga ima rada. Ogromno evforije razvije do strica. Ne, in potem sej po fantazijah, ne, ko se želja skrha z možem, potem ženska, ko po 10 letih neke monotone zveze, mož se nič ne vzame seksualno, ona potem v fantazijo, ne, ko masturbira, ne daje moža, itak, da ga ne da. In pa daje pa te neke like iz vsakdanjega življenja, ki imajo simbolno nasledstvo nekih primarnih moških likov iz otroštva, iz tistega obdobja do 6. 10. leta. Ne. Tako se otroštvo vrača, tako da promiskuitetnost je ljudem vsajena v psiho zaradi načina doživljanja primerne družine oziroma tega infantilnega okolja. Prvih 6 let življenja je ključnih in tiste like, ki je deklica imela rada, moške, v otroštvu, vsi te liki, močno libidinalno investirani, imajo svoje simbolno nasledstvo na način, da recimo se lahko zgodi kak ljubimec, ker je imela nekoga skoraj tako rada kot svojega očeta. Ne? To je ta logika varanja, ne? Ki jo, ne vem, to je pa, ne vem, gensko determinirano, kulturno privzgojeno. Poznam par ali pa, ne vem, moškega, pri 50 letih ga je žena varala, ne? In potem sem rekel, ko pa vi, jaz pa ne, pa imam ogromno šans, nočem. Sem rekel, ko pa tukaj desnica Šakič, pa Levanka Rukič, je rekel, jaz si ga drkam, pa dajem svojo ženo v fantazijo. Sem rekel, wow, kaj tazga pa še nisem slišal. Tip star 50 let, ampak je imel izredno harmonični odnos z lastno mamo, pa ni bilo nekih drugih likov v njegovem otroštvu. Mama, pa tam so živeli, pa nobenih punčk ni bilo okoli in tista mama, Tabu in Cesta, se zaljubil v tisto eno in edino ženo in ima tisto ženo, pri 50 letih, žena, drka si ga na ženo, bi rekel. Žene ni, žena da v fantazijo. Sem rekel, tu ste pa unikat, ne, to pa 1 na 1000 že tako, ali pa na 100, no. Tako da obstajajo neke zakonitosti psihoanalitične, zdaj tega Freud ni na tak način govoril. Jaz sem sistem dojemanja psihe ponotranil, ga obvladam, zato lahko tolo teorijo takole razvijem, razložim na laični način, zdaj bom pa rekel, take it or leave it, ne, vsiljujem nikomur nič. Skozi najine podcaste si že večkrat omenjal ločitve, kakšne posledice prinašajo za otroka. Zanima me, kaj doživlja otrok ob ločitvi v različnih starostnih obdobjih in kako se ločitev staršev, ki se je zgodila v specifičnem starostnem obdobju otroka, zrcali v njegovi odraslosti. Torej, vsaka ločitev zna biti frustrirajoča, travmatična za te otroke. Zdaj, če je ločitev v prvem letu starosti, pa da pride nadomestni, kaj vem, moški, mož, oče, očim, ne, potem otrok pač misli, da je ta očim njegov oče in lahko psiho razvije čist normalno. Zdaj malo lahko rata problem, če gre za deklico, tudi za dečka tudi, pa da ima ob očimu, ki opravi to oedipalno sceno, vse tako, ki je treba, ampak da je še tam nek biološki oče, ne. Pa se zadeva, in navadno je, ker biološki očetje načeloma imajo radi svoje otroke, biološke, ne, in jih peče vest, če ne skrbijo, če ne dajo alimentov in imajo radi neke stike, še posebej, če vidijo, da je otrok, ima neke karakteristike po njem, ampak tam ima pa on žena, partnica, ne, ima pa nekaj novega tipa, ne, in nekateri so tudi v dilemi, kaj bom zdaj jaz spodbijal tisto neko družino, če se že oedipalni trikotnik
torej ne razmišljajo strokovno, ampak oni so zdaj družina, ta tam malo kliče tega novega tipa od žene bivše. Oči, torej ne po imenu, ampak oči, jaz sem pa ati, ampak ve, da sem jaz biološki, kaj bom zdaj spotikal, ker ta malo bo vas zbegan, ali pa ta mala pa še bolj. In otrok rabi moško avtoriteto, ki ga kaznuje, ki mu reče, tvoja mamica je sicer res tvoja, ampak moja žena je bolj, bež ti v svojo posteljo spat. Ta ločitev zaznamuje, zdaj, če je pri 5 letih, ima druge učinke, pri 15, spet druge, po 20 letu pismo je tudi nadležno, starši so celo odšli, kdaj pa, ja, po 20 letu sem bila že stara, ali pa sem bil star, sem rekel, no, ok, Oedipo kompleks, pa vse ste pa dobro nastavili, fundamente imate dobre, ja, pa me vseeno boli, da sta šla narazen. Ali pa rečejo, še prej bi mogla iti narazen. Ampak psihe načeloma nimate zaznamovane. Če se zgodi ločitev do 10. leta, potem je to zajebano. Ker, mislim, do 10. leta. Oedipo kompleks se razreši, to zaznamuje deklico tako, da bo vsa zbegana v seksualnosti in v odnosu do moških, deček bo pa tako rekoč pokvarjen, kot so nekoč bili pankrti pokvarjeni in tudi ime pankrti, zato, ker so moralno nerazsodni bili, ker oče ni sinu naselil pečenja vesti, nadjaza v oedipalni fazi. Ni ga porazil, tako da bi mu vzel njegovo mamico, kar bi bilo prav, zato da otrok, ja, očka, tvoja mamica je, jaz grem pa spat v svojo posteljo. To je protokol, ki se mora zgoditi, da se otroku razvije moralna razsodnost. Sinu. Če pa ločitev prehitra, pa te mamice pografa tistega svojega otročička in z njim spi. Te pa fotar niga. Pa nenapovedano pripelje pa ljubimca. Pa ta otrok mu vrat zavil. Iz takega otroka, ali pa bom rekel takole, Breivik. Breivik je nastal pismo glih v povezavi z materinimi ljubimci. Tako da ločitve, ne se ločevati za kos poscanega mesa. Moralno prav je, da smo dobri starši svojim otrokom. Ne se vsaj do 18. leta ne se loč. Sej pa ste pa navadni, ste pa navajeni, pa še ustrajate do konca svojih dni. Pa trpite kot Kristus na križu, ki imate pritegnjene partnerje, ampak imate pa skupno imovino, skupno hišo. Kako bo zdaj to narazen dal? Ja, imovina skupna, pa gre vse v franže. Ne veš, kje je uživel. Mislim, ampak načeloma moralno prav je, da se ne ločimo, kjer pokvarimo, pa zaznamujemo otroke. Ne to delati. Včasih se pa res ne da. Najbolj se izterapirati, predelati ene stvari iz otroštva, kaj je bilo v primarnih družinah teh dveh staršev, da bi se kar ločila. Sama dva sta že imela ločitev. Ali pa, ne vem, oče mi je umrl in pol ženska sploh nima anunge, kako je z moškim živeti, če v njenem otroštvu ni bilo očeta. Sploh, ker takole, partnerji, ki grejo svoje odnose s partnerji, možmi, ženami, oni uporabljajo datoteke, ki jih imajo naseljene na svoj hard disk. Ima pa dve vrste datotek. Deklica razvija odnos do svojega moža, partnerja, tako, da da v kloniranje datotek, tiste datoteke, ki jih je naselila v psiho, ko je kot deklica imela odnos do svojega očeta. Te datoteke mora biti brez virusa. Lep odnos mora biti z očetom deklica. Potem mora pa absorbirati še odnos, ki ga je imela mamica do svojega moža, do njenega očeta. In to gre v klon. Se sklonira in potem ima ženska feeling do svojega moža po diktatu teh dveh tipov datotek. Deček pač analogno gleda očeta, kako ima odnos svojo ženo, mojo mamico, pa še jaz deček odnos do svoje mamice. In to se zmeša in potem se ti v odnosu obnašaš do svoje žene po diktatu teh datotek, ki so tle sklonirane. Skratka, določeni
Ljudje so pa tako ranjeni iz svojih primarnih družin, da se jih ne da sterapirati, nimajo potrpljenja, ne vem, so razvajeni, je mamica razvadila svojega sina, ne, brez očeta je živel in pol nikakor, pa še sin je razvil zamero do lastne mame in pol čuti svojo ženo. Pa žena ugotovi, da ni druga, kot da se loči, ker se njen mož ne more sterapirati, noče se sterapirati, on bi tak bil, kakršni je pa škodljiv za otroke. In njej se bo zmešalo, bo zbolela in od žalosti umrla. Potem ločitev ni druga, kot ločitev. Zdaj, če se ne ločim, bo pa umrla od žalosti. Se navadno se preurano ločijo. To je večji problem kot, ne? Skratka, nekaj sem zobe je treba stiskati, no? Ne se za vsako figo ločiti. Kaj pa tisti, ki so že ločeni, a ne? Bi mogoče lahko podal kakšen nasvet, da bi bila ta ločitev čim manj travmatična za otroka? Ločitev načeloma vselej traumatična. Čeprav imam tle neke primere tudi, da so se dosti elegantno ločili, tako mislijo, ne vejo pa, da otroci vseeno bojo zaznamovani. Tudi, če se starši ne kregajo, ponovadi je pa to skrbništvo, ne, pa so ženske sadistične zaradi jeze do lastnega očeta in potem mu ne psti stikov sinu s svojim očetom, pa hčerki s svojim očetom. Ne psti stikov. Ta dva otroka, ne, ki nimata stikov z dovolj dobrim očetom, po ločitvi, ne, bo ta zaznamovana. Imam primer, sem preveril, ne, ženska ni pstila tudi pod razno, da bi otroka, hčerka, sin imela stike s svojim očetom. Ni pstila. Poznam ta primer, ga 10 let spremljam, sin je danes star, 15 let, hčerka 20. Oba dva na antidepresivih, oba dva otroka, ker je mama ni pustila stikov, ne, pa še prepoved približevanja, odvetnik svetuje. Lažte, dajte reči, da je imel oče seksualne pretenzije do vaše hčerke. Bo takoj 6 mesecev prepovedi. In odvetnik svetuje, baba butasta pa od odvetnika ali odvetnice. To sprejme. In potem ta mala nima več stikov, ne, ja potem pri 20 letih je čist ausglajzana na antidepresivih. To so te žalostne zgodbe. Ali pa, recimo, prej sem malo Breivika omenil, ne. To zgodbo poznam, ker sem analiziral. Tak se je ločila, ne da se je ona ločila. Tip se je naveličil že 3. babe. Breivik je strbil 1 leto. Se je imel tudi sestro, sam sestra ni ne serijski morilec, amok ubijalec se reče Breiviku. Postrelil jih je 80 na tistem otoku Utola, tam gor na Norveškem. Jaz sem takoj povedal, se je vedel, kaj je naredil, se pravi, sesuje parlament z bombami, napadel je inštitucijo države, država je mama. Se pravi, je imel jezo do mame. Ugotovil sem, da je imel jezo do politike države, do tujcev. Zdaj pa to je ključno. Mama je imela po ločitvi politiko do ljubimcev. Mali Anders, bodoči strelec, ki jih je 80 pobil, 10 let je zdaj v resti, dobil je pa 21 let, pa prosil za pomilostitev in jo ni dobil. Mama mu je servirala ljubimce, torej tujce. Edini, ki sme mamico, rekel, si lastit, je biološki oče. Razen, če reče sinček v določeni starosti, mami, dej si kazga prijatelja dob. Tale stric je pa tako dober prijatelj, naj pride na kosilo, se dober z mano igra. Ko sin reče mamici, lahko ti imaš jebača, ga ta lahko pripelje. Če ne pa, ko pridejo k meni, sem rekel, tele fukače, ki jih imate, jih te malo ne sme gledati. Ker če ne bo rad Breivik, nacionalist, ksenofob, nacionalisti so tisti ranjene duše, katerim je mama servirala neke ljubimce, očime, tujce, ali pa fotra, ki je bil gastarbajter, tam pa ga 3 mesece ni bilo, pride domov in mu krade tamalmu mamico. In pa rata Viola, Green Dragons,
nacionalist, gre v Vardo, bo branil pred tujci, zato, ker je vse narobe bilo v odipalnem trikotniku. Mamica, on, pa tuji moški. Pa jaz na tujce, ki vstopajo v državo, ki je simbol mame. Ne? Tako da te zadeve so... Bi lahko mogoče še kaj povedal o teh sestavljenih družinah, podal mogoče kakšen nasvet? Sestavljene družine, to bi bile malo reformirane, deformirane nekake. Vem, da so, enkrat pride ena ženska k meni, pa prav, meni so rekli, da edini vi boste mene razumeli. Je rekla, jaz bi prejšnje 2 otroka, ki jih imel moj mož, s katerim imam 2 nova otroka, jaz bi v žlic vode utopila, če bi jih lahko. Ja, sem rekel, to je neko živalsko čustvo, ki ga ima tudi človek, ženske pa, ker nimate moralne razsodnosti zaradi narave kastracijskega kompleksa, ženska moralna razsodnost ni taka kot moška, imate vi tendenco, da bi, ne vem, vse naredili, da otrok moža ne bi bilo. In ta mož je pa da 2 otroka odprej, pa 2 naša otroka, zdaj pa pejte v cirkus s 4 otroki. Meni se bi zmešali, jaz bi naklaftala te 2 mulca odprej, jaz bi rada imela moža, pa 2 moja otroka, ne pa da on skozi kot prikolica še od prejšnje 2. Sem rekel, tak je človek. Jaz to razumem, moralno prav pa ni. Sam meni se bo zmešal, ona 2 sta poredna, mene ne obogata. Še posebej, če je recimo hčerka, je patološko jezna na novo žensko od svojega očeta, ki ima novo žensko. Hčerka bi jo ubila. Ta pa tudi je jezna, ker ima njen mož svojo hčerko nekako raje kot njo kot ženo. Ona tako intuitivno žensko čuti. To je vse pričakovano. Potem imamo pa moralni kompas in rečemo, ne, moralno prav je tole pa tole, ampak te pa simptomi izdajajo. Ker naenkrat, ne vem, vidiš nekaj napake, ki jih sploh ni. Tega je ogromno. Ženske so pač še bolj občutljive v teh kontekstih, hoče družino narediti, pa neki padalci, pa jo skrbi on 3/4. Torej, po ločitvi je izredno težko skompatibilizirati prejšnjo družino, novo družino, ali pa še ne vem, kako taščo da zraven živeti. Spomnim se, ženska je bila obsedena z jezo do tašče in je šla narazen s prvim možem zaradi tašče in celo to, ki je bila jezna, da se je bila pripravljena odpovedati svojemu otroku, ker je bila strašansko jezna do tašče. Pride v drugo družino, novega otroka, spet je problem tašča. In pa jaz ugotovim, se pogovarjam, da ne gre za to, da bi tašče bile res, znajo biti tašče pol hudiča, ne. Ne, problem je patološka, potlačena jeza do lastne mame. Ampak ne mame tukaj sedaj, ampak mame, ki jo je deklica doživela, ki je bila 5, 6, 70 let stara. V to stran gre to čustvovanje in potem nastane muka v teh odnosih. Polno adrenalina, polno libida, atomska bomba. Ja, zdaj pa, če se pomakneva še malo naprej. Kaj pa bi svetoval ločencem z otroki pri iskanju novega partnerja? In pa malo obratno vprašanje, kaj pa bi bil tvoj nasvet nekomu, ki je samski, brez otrok in je spoznal nekoga ločenega? Začeti tako zvezo ali ne? Jaz recimo ženskam in moškim svetujem, da se lahko zbližajo kot otroci iz prvega zakona te novega partnerja, dovolijo zbližanje. Če v enih lokalnih teh krajih je nek narkoman, ki mamici ni dovolil, bila sta tako siamska dvojčka. Mamica se je ločila in takoj dobila novega tipa in takoj, ne vem, zanosila pa hčerko dobila še, ne. Ta otrok tega mamici ni dovolil, ni dal konsenza še. In potem, ki je mamica to na svoja roka pač ni razmišljala, upeljala pač novega tipa, novega otroka, ta malce je začel izživljati nad mamo. Kako že? Autodestruktivno.
On je na sebi zganjal mazohizem, ker je videl, koliko mama trpi. On je bil narkoman, zavržen, klošar, mami ga je videla, mu je kar tekla solze. Zato, ker sem rekel, a veš, kaj ti delaš? Ti mamico kaznuješ, ker ti je mnoga očita pripeljala. Je kar bled rato. Skratka, tole je, previdno je treba. Previdno se je treba soočiti z nova situacija. Otroci so veto, te mamice morajo preverjati, kakšno je čustvovanje do tega novega moškega. Fantje so še posebej občutljivi, deklice tudi na nek svoj način. Vlogo biološkega očeta mora ohranjati, ker nihče od novih partnerjev ne bo biološki oče. To je treba vedeti. Te mamice se pa silijo, da bi biološkega očeta, ki bi rad imel stike, čist odstranijo od otrok in pojmu novega servirajo. Ta novi je pa 3 leta prisoten, posel naveliča, nimata skupnih otrok, jo ne more imeti rad, živita ko brat pa sestra, nobene strasti, nobenih interesov več, seks se je skrhal in se umakne. Ti otroci, biološki oče se nikoli ne umakne. Se pravi, mamice ne smejo nekih novih tipov pripeljati v družino pa reči, to je tvoj nov foter, kar se je tudi dogajalo. Mi je pripeljala, to je tvoj novi očka. Temu biološkemu se je mešalo, ampak otroci za brazgotinje, otroci so problematični. Tako da pa sploh, da je tip, ki se loči, mislim, pride k meni ženska, jo sem spoznala moškega svojega življenja. In sem se odselila od moža, zdaj sem se pa vrla nazaj, po pol leta. Sliko, lete, naveličil se vas je, seks je ni več adrenalinski, star tip, 45 let, ona tudi, super sta se žgala, 3 mesece, pa čez dali manj, pol leta je pa gotovo, nimata skupnih otrok. Jaz sem vedel, gospa, napako ste naredili, ja bi se ločila. Če nimata skupnih otrok, se ne morata rada imeti na tak način, kot če bi bil ta moški, alfa samec, kot ste ga videli, če bi bil oče vaših otrok. Tega bi lahko radi imeli. Ne morate pa enega jebača, nek vas dober nažge, imeti radi, če ni očka vašim otrokom. Pa še vprašam, on je vse, kar moj mož ni, ali pa ni bil. Sem rekel, ko pa je to, je ločen. A dejte ga hecati, se pravi, ločil se je tip, pustil 2 otroka, se je babe naveličil in zdaj je šel hvam, vidva sta pa dream team. V fazi zaljubljenosti so vsi dream team, ampak faza zaljubljenosti mine pa tudi adrenalinskost v seksu. In ko to mine, nič ne ostane, ker nimata skupnih otrok. Jaz to vem naprej in to lahko svetujem, pa napovem, kaj se bo dogajalo. Lahko mi verjamejo, lahko mi ne. Običajni laiki pa tega ne vejo, ker nimajo znanja. Oni samo čutijo, koliko je lušen. Gospa, 3 mesece bo to trajalo. Tip je pustil svojo družino, tako bo vas pustil. Pa še otroke mu niste rodili, to vas bo še prej pustil. A mislite? Ne, jaz sem glav za to, da vem. Misli tudi moj pes Loki. Skratka, sem povedal vse. Ja, pojdiva zdaj k ženskam, k nekim nasvetom, kako naj si ženska izbere pravega partnerja. Zdaj v pripravi na ta najin pogovor sem našla intervju s psihologom Andrejem Perkom za Ono Plus, v katerem med drugim pravi: moja teza, ki jo ženskam polagam na srce, je: ne jemljite ločenca, če že, se pogovorite z bivšo ženo, kaj je z njim narobe. Ne vzemite moškega, ki je star 40 let, pa nikoli ni bil v tvorni zvezi. Ta boljše moške so že itak druge pobrale. No, potem pa imate še tretjo skupino, na katero lahko mirite, vdovce. Takole je povedal. Zdaj o ločencih sva tudi midva že nekaj povedala. Kakšne pasti pa skriva ta druga skupina moških, ki jih omenja Perko, torej moški stari nad 40 let, brez otrok, brez nekih pametnih zvez? Bi tukaj ženski morali zazvoniti neki alarmi? To bi neki horuk svetovalci mogoče tukaj rekli.
obstajajo tudi stereotipi. Res je, da če moški pri 40 letih ni imel resne zveze. Pride tudi k meni, star sem 40 let, ločen sem, jaz sem škart roba. Ne, sem rekel, jaz sem gotovil, da imate vi nizko samopodobo zaradi Vaša ločitev se ni zgodila na vašo pobudo, vas je žena varala, se ona oddaljila, vi v bistvu niste nič naredili, napačnega, tako ste bili razočarani, da tudi nobene zveze niste več vzpostavili zaradi razočaranosti, ampak vi niste škart roba, ker imate primarno družino, odnos, kaj je očka, mamica, vi, kar dosti dober, prizadet ste zelo, vi bi v resnici lahko pa čisto normalno spet funkcionirali v novi zvezi, bili družinski oče, pa tako naprej, saj tak sem bil, je rekel. Ja, ko pa polje pravijo, da sem jaz kriv, ne pravijo, ženska bi rada prevalila krivdo na vas, ker se z enim tipom dol dala. In potem on pa misli, da je on kriv. Ne, ženska je kriva, sam krivdo je zvalila na njega. Se pravi, bi držalo, da bojte se ločencev, ker če se je prvič zalomino, se lahko tudi drugič, pravi moški naredi vse, da ohrani družino. Včasih se pa res ne da. V statistiki obstaja nek napaka alfa, se reče. Ko se neka hipoteza sprejme, ampak tvegaš pa neko napako, 5%, 10% napako, rečeš, bojte se ločencev, že, sem ne 100% vseh. Korelacija med normalnostjo pa ločenostjo, pa tako, to ni korelacija ena. Se pravi, če je ločen, je škart roba. Možno, da če se je prvič ločil, se ni potrudil, da bi ohranil družino, ampak usrala ga je pa baba, ker je zbežala z drugim. Niste se vi ločili, ker je ženska varala, ampak je ona z ljubimcem zbežala. To niste vi zdaj škart roba. Napaka alfa je, da se v indukciji, v sklepanju motiš. Perko je sicer prav nakaže tole, ampak ni vedno tako. Stereotipno razmišljanje je tako, ampak glejte, ni vedno tako. Če bi jaz audienci rekel, boljše probati. In potem je pa treba še preverjati, to pa toplo priporočam, če je bilo vse normalno v primarni družini, če je vse oče, mati, otroci, če je tam vse normalno, potem je tip normalna, pa ženska, ne vem, pri 35, če je samska, mislim, vse je čudno, mislim, malo je čudno, ker se spomnim, sem imel 35 let staro žensko, 15 let nazaj, ali koliko je, 2,7 je prišla, sem rekel, gospa, pri 35 letih vi mene sprašujete, kako bi zdaj vi tipa dobili. Sem rekel, malo pozno ste se spravili vi iskati moškega. One 22-letnice se nastavljajo, iščejo, kdo bo moj oplojevalec, s katerim imela družino, ne pa pri 35 letih. Ja, sem biznis vzpostavila, ja, on, tretji, četrt, ja, kje imate pa, ja, kdo bo vas bo, normalen moški ima rad mlajše ženske, se pravi, po 40 letu bo gledal tam eno 37 let staro. Ali pa ne, pride k meni 38 let stara, jaz sem mislil, da je 28 let stara. Sem rekel, ko ste pa vi prišli, prijatelji so me, točno hvam, pa sploh ne vem, kdo ste vi, hvam so me poslali. Jaz gledam, pride z avtom 50,000 evrov uredni. Potem ugotovim, da je magistra. Kje pa delate, tam pa tam, koliko imate plačo? 5,000 evrov. Kje imate pa nemočnost? Jo nimam. Ja, lejte, vi sebe ne morete unovčiti, ker nimate nemočnosti. Ja, pa bi ne, vi ga kastrirate, če imate 5,000 evrov plače, stanovanje za 500,000 evrov, avto za 50,000 evrov, kdo vas bo maral? Prisklednik. Moški rabi nemočno žensko, da jo spravi v dolžniški odnos. Rekla, meni so pa rekli, da bo uspešno v karieri, narobe so vam rekli, zavajali so vas. Zdaj pa ne boste niti podrazno nota tipa dobili, vi si lahko ljubimca najdete, ali pa dobite ločenca, ločenci so pa znajo biti pokvarjeni, ker je spustil prvo družino, zdaj gre pa na mlajšo žensko. Saj jaz bi rada mlajšega bi imela, ker te starejši so malo zapečkari, jaz sem vsa živahna, stara sem 38 let, ja, in zdaj bi imela 30-letnika. Pa kjer 30-letnik bo 38-letnico porival? Škart roba. Ne bo ta prav psihično. Moški ima rad mlajše ženske.
ne pa mu močne. Pa pride, bo mlajšega, ja, prisklednik bo prišel, ne, unke vas bo mozil kot tako mamo, za mamo vas bo uporabljal. In to je mission impossible. Ženske, mlade se morajo lotiti ustvarjanja družino pri 25 letih. Ok, zdaj je malo poznej, ne, včasih smo prej to delali, zdaj pa ne vem, pri 35 letih, zdaj mi pa biološka ura tik-taka, ali pa 38 let, mislim, to je, kulturni trend je zdaj čuden ratu, ne. A si šel, ko že v pravo smer, ko že tole vprašala? Ja, sem te nameravala vprašati. Mogoče bi še rekel, lej, nekaj na to temo. Vdovci so tudi spolska, ne, pride k meni, imam enega tipa, ko pa je uspešen, on 3/4, mal je skupuški, sva šla za en teden nekam, ne, bom rekel, v Egipt, ali pa Hurgado, ja, in je pol sem mogla jaz plačati. Se pravi, ti smo dala lepo telo, on je poril en teden ko mutavi, ti smo mogla pa sama plačati avion pa pol hotela. Sem rekel, tipnite prav. Jaz se mi zdi, sem rekel, ko pa prej, a je ločen? Ne, vdov. Sem rekel, preverja, če je žena od žalosti umrla. Ker ne more ženska, ne vem, pri 35 letih kar umreti. To mora neki v buči škrtati, ne. Da zbeži v smrt, ker je tako neprijetno živeti. Se pravi, če je dec psihopatski, dobi raka in umre, ker ni lušen živeti. Skratka, vdovci so tudi, mislim, ni čist tako vedno, ne, ampak tudi je treba preveriti, kakšen je bil do prve partnerice, da je od žalosti umrla. Ali pa ženska, vdova. Mislim, da ni dec od žalosti umrl, ker veliko moških tudi umre. V mission impossible situaciji dobi raka in umre. Otroci so bili pa star 10 let. Človek ni narejen, da pri 40 letih ali pa 50 umre. Umirajo pa 70 letih ali pa 80. Skratka, dej nadgrajuj še kaj. Ja, če bi mogoče lahko izkristaliziral še kakšen nasvet za te mlade ženske oziroma mlade dekleta, ki imajo seveda veliko izbiro med moškimi, ko so še mlade, ker so pač moški začarani ali, kot ti rečeš, zadeti z njihovo lepoto. Lepota pa z leti mine. In ženska lahko takrat spozna, da se moški zanjo ne zanimajo več tako kot nekoč. Tisti najboljši, tisti najbolj kvalitetni potencialni partnerji pa so že oddani. Torej, kaj bi ti v tem pogledu svetoval mladim ženskam? Torej, moški smo dejansko zadeti z lepoto, mlado žensko, ker smo imeli mlado mamico. In prvi okus, kaj je zdaj lepo, je tista mlada mamica. Včasih so nas imele mame mene pri 22 letih in potem imaš skozi okus, tudi pri 100 letih, da so mlade ženske lepe, ker imaš prav spomin na mlado lepo mamico, na velike joške, to ne moreš ven z biosa dati, to imaš tam noter. Ženske imajo okus, da je tisti moški ta pravi, ki ima moč, ki odloča, ki ima dejanja, ki se kurči, junači, ki je zmagovalec, prvak, ker je bil tak oče. Načelno, pravilnem tistem odipalnem miljeju, mamica, očka, otrok, vse to tam se sformatira, pa so pa še te neke franšize, mislim, zdaj ženska, je imel žensko, in sploh, ko pa je bilo, ni znala seksati, fafat ga ni znala, niti upala, ni ga hotla, pa sem zvedel, da je bila spolno zlorabljena, jaz sem rekel, itak. To vas jaz takoj povedal, se pravi, nikakor ni mogla seksati, kje boš pol imel žensko, ki je aseksualna, frigidna, ki ne upa nič, kje boš srečen, ti pa ves bi počel z njo vse, ne psti lizat, fafa ga nikoli, kaj je to orgazm, pojma nima, kje boš s tako babo živel. En pomemben kriterij je, recimo pri ženskah, koliko so dobro znajde v seksu. Obstajajo ženske, ki so seksualno debilne, pa dobiš to v družino, je dobra po srcu, ne vem ko seksat, pa je nočna mora. Enkrat na let za 10 minut. Kje boš tako babo živel? Pa ugotoviš, da je brez fotra živela, itak, ali pa da je bila spolno zlorabljena. Ali pa
ženska pride, ja, bi moškega, pa to, ja, pa ste jih imeli, ja, pa smela, pa nisem, pa, ja, zakaj ste jih pa pustili, ja, pa ta je bil tak, on je pil, ta je bil skoraj narkoman, ja, edni je bil pa dober. Ja, ko je bilo pa z njim narobe, ja, kurca je bil imel premehkega. Sem rekel, zaradi tega, ja, meni pa to vrednota. Sem rekel, a ste mu to povedali? Je rekla, ja. Sem rekel, pa vi ste bolan. Babica je rekla, ti si toliko dober, vse super, se pogovarjam, pametno, vse, sam ti pa s toliko mehnim kurcem, pa jaz ne bom imela. Ti, ne vem, ali še živi, ali se je že ubil. Mislim, seksualna zadovoljitev ženske je tudi pomembna, ne? Se pravi, ima dobro službo, ne vem, me ima rad, denar je dost, dober seksa, ne? Se pravi, seksualno zadovoljena sem, me je do konca zamašil, ne, on prejšnji nič ni znal, ne. Nekatere ženske, ki imajo slabe odnose z očetom, ali pa foter je bil odsoten preveč, nima skalibrirane, kdo je pravi moški, grejo na on in ga pogleda vizualno v redu. Se dobita na kavico, se izkaže, da ima doktorat, kljukca. Je pameten, kljukca, veliko denarja ima, kljukca, svoja hiša, ne živi pri mami, same kljukce. Ona pa lepa. In ti vidi tisto lepoto, baba pritegnjena, ko sam satan, meni osebnostno motnjo ima, ampak lepa. In ona je unovčila svojo lepoto, ti pa si pa zbrala s kljukcami, oziroma s plusi. Ampak pa to škrta, v primarni družini škrta, torej škrta. Ko spostavita zakon, ona noseča rata, imata otroka, vse narobe. Ja, pa pridem, lejte, vi ste mu, kako ste si ga pa zbrali? Ja, plusa sem devala. In on ima največ plusov in si ga zbrala. Tip je res dober bil. Ženska lepa. Otroka imata. Ja, pa se pa skaza, da je baba pritegnjena. Mislim, to mlade ženske, jaz bi rekel, ne nasedaš tem trendom in prepozno se je, po 35. letu biološka ura tik-taka, zdaj si pa ti pa najdla. Treba si ga najti pri 22, 25 letih, pa še tako bom rekel. Fajn je tudi v tej kulturi, ki ni več srednji vek, da sprobati treba 1, 2, 3, 5. Ali pa imeti bežne zveze. Mislim, pa da vidiš, ko je škart roba, kdo je skopuh, kdo je kreten, moški, ki žensko enkrat udari, pa če nimata otrok, greta na razen. Moški ne more nikoli žensko udati, nikoli. Če to enkrat se spozabi, ali pa da je pijan, pa v agresivnem stanju, da je udar, končati zvezo. Tako da mlade ženske bi morale izostriti okus, kdo je pravi moški, pa še to tako je, sociološko zdaj gledano. Ženske boste spravile družbo v red tako, da se boste ta pravimi tipi dol dajale, ne skreteni, pa tajkuni, pa nekimi psihopati. Pa oni največji fukfehtari, psihopatski, imajo najboljši seks, največ bab, ker je samo tako nadležno vsiljiv, da je ta prvi tam na listi fukfehtarjev. Oni zadržani, sramežljivi, špicna roba zaužent, on pa nekako zaradi nadjaza ima preveč sramu, ne zna biti napadaln in zmer je prepozen. Vsi psihopati so v tem v prvih vrstah najboljših pičk. In pa te pičke se z onimi dol dajo, ali one normalne tipe pa pstijo tam, da si ga drkajo. Ne more tako biti. Ženske morajo imeti izostren okus, kdo je pravi moški. Izostren okus pa nastane v primarni družini, v odnosu deklice do normalnega očeta. Amen. Ja, še eno vprašanje sem imela pripravljeno. Nadeva še to na hitro. Kaj pravi psihoanaliza na to, da neka odrasla oseba ne čuti potrebe po otrocih ali si jih morda sploh ne želi? Zapleteno pa je tudi, če si en partner ne želi otroka, drugi pa ja. Načeloma ženska, ki je imela dober odnos z lastnim očetom v primarni družini, v oedipalni fazi, si želi otroka. Načeloma si ga želi, lahko pride do kakih zdrsov, mogoče je oče tam, malo je dober, malo ni in ženska ne ve točno, ali bi imela otroka ali ga ne bi imela. Oziroma, ko sterapira
odnos do očetom, si po 40. letu začne želeti otroka. Prej pa na psihoterapijo hodila in je rehabilitirala očeta v psihoterapiji in potem si začela želeti otroka. Freud je rekel, da se želja po otroku napaja in zdaj je pa to, pa bi rekel, vulgarno rečeno, ampak teoretsko vzdrži, zaradi želje deklice po očetovem penisu, ki je malo nezavedna, mogoče kaj ozaveščena, vse potlačeno, iz te želje ali pa mišljenja deklice, da je oče bitje s penisom, ki ga jaz pa mamica nimava, zdaj ta je pa car, zdaj pa mamica 5 stran, jaz sem z očijem poročila, oči 5 cen, koliko te imam pa jaz rada, ker je oči več vreden, ima lulčka, ima penis in zaradi tega detajla, ker ima oče penis, si ženska v odraslosti želi moškega, torej želi moškega, želi si otroka, želi si moškega normalnega, ker je oče normalen, zaradi lulčka si pa želi otroka. Tista ženska, ki ni imela očeta in ta oče ni imel penisa, si v odraslosti, ne zna zbirati moških, to druga, ampak želi si ne otroka. Ali pa, če je zelo, zelo kretenski foter, si tudi ženska ne želi otroka, ker ni imela pozitivnega odnosa do očeta kot bitja s penisom. Se pravi, očetov penis je ključen za to, da si ženska želi otroka. Obstaja pa moški, sem imel že tudi primere, da si moški ni želel otroka. Potem ga je pa dobil, in je bil pa krasna očka. In potem žena še kar govori, sem sploh ni želel otroka, sem zanosila in hotel, da splavim. Sem rekel, to moram pa jaz preveriti. Sem rekel, zakaj pa je to ta ideja, da bi splavila? Je rekel, jaz sem se toliko bal, da bi bil slab oče, tako ki bi moj oče slab do mene. In je rekel, še fotor v navalu neke jeze, ko si ga nisem kondom imel takrat gor, svojemu sinu. Slab oče je bil, ampak ta sin, potem bal se je biti oče, da ne bi bil toliko slab oče, kot je bil njegov oče do njega in si ni želel otrok. Ko jih je pa dobil, je bil pa fantastičen oče. In se rekel, gospa, tista ženska, ki dobi toliko dobrega oplejevalca, da je toliko krasno očka, kot je vaš mož, do vaših otrok, tista ženska zmaga. In vi ste zmagali, da ste tazga očeta, tazga oplejevalca dobili svojih otrok. Skratka, tudi to sem zdaj teoretsko malo razložil, zdaj upam, če je bilo to zadnje vprašanje, evo. Ja, evo, prišla sva res do konca z današnjim podcastom. Če so vam te vsebine všeč, oziroma če vam je bilo to danes všeč, polajkajte tale video, naročite se na ta kanal, podporo nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav, ki so v opisu tega videa. Zelo hvaležna sva in bova vseh vaših donacij, ki nama v bistvu sporočajo to, da nadaljujeva s temi podcasti. Moram pa tukaj še poudariti, da če se soočate s kakšno svojo težavo na partnerskem področju ali pa vas stare kaj drugega, se lahko obrnete tudi kar na Romana, ki ima že kar 15 let izkušenj iz psihoterapije, hipnoze, svetovanja in podajanja drugega mnenja. Naslednja tema pa bo povezana prav z Romanovim terapiranjem. Govorila bova o hipnozi. Zdaj, mene je Roman nedavno skušal hipnotizirati, ampak po moji krivdi ni uspelo, ker nisem se skoncentrirala, kot bi se mogla, nisem sledila navodilom in upam, da bom imela več sreče prihodnjič. Je pa Roman že mnoge hipnotiziral in jim pomagal, recimo, da so se skozi hipnozo znebili neke svoje razvade, kot je na primer kajenje, ali pa so odpravili strah, na primer pred vožnjo. V hipnotskem transu lahko zelo zanimivo oseba tudi sama sebi razložila, zakaj ima recimo neko alergijo. Lahko sama sebi tudi razloži nek pomen sanj in podobno. Tako da naslednjič, če bova še kaj poskušala s hipnozo, obljubim, da bom bolj pri stvari vsekakor. To je to, bi še kaj dodal? Ali je to za danes? Bom šel zdaj nazaj gledati tele hipnoze, ampak mi da sem to probala na hitrco, tam ni bila situacija, te prava, modil se je in se nisva poglabila, ker tudi nisva
Bom pa ene primere pa res predstavil, tako da ne moreš hipnotizirati, če si mesar, pa pojma nimaš, kako psiha deluje. Ne moreš hipnotizirati, če si tam nek ekonomist, pa delaš neke šove, pa vsak zna hipnotizirati, ampak kako pa psiha deluje. To pa ni enostavno. In danes tečaji se vsi naučijo hipnotizirati, ne vejo pa, kako psiha deluje. In pa zarežejo tisto srce in pol vse narobe, ker ne znajo nič narediti z besedo. To, da bom malo tudi podučil, ker je teh tečajev preveč, ker me glava peče, tako da upam, da bo poučno. Ja, ni vsaka hipnoza tudi dobra hipnoza, verjetno, ne. Bova tudi o tem govorila, tako da to je to za danes in lepo se imejte do prihodnjič. Čau.